Glede na to, da drugi val epidemije novega koronavirusa nekako noče in noče izzveneti, me zanima, v kakšni situaciji ste trenutno v zdravstvenem domu Kranj. Vemo namreč, da ste bili že pred začetkom epidemije v resni stiski, predvsem zaradi izrazitega pomanjkanja zdravnikov splošne in družinske medicine. Kako ste kos zdajšnjim izzivom? Pomanjkanje je še vedno, čeprav moram reči, da sta prišli dve zdravnici iz tujine, se pravi ena zdravnica iz Beograda in druga zdravnica iz Banja Luke, tretja pa pride zdaj v začetku decembra. Tako da izzivi so še vedno veliki, težko je mogoče v domovih upokojencev, tako da se mi zdi, da se trudimo in nekako obvladujemo stvari. V javnosti je mogoče pogosto slišati tudi očitke bolnikov, predvsem tistih, ki ob spremenjenem načinu delovanja zdravstvenega sistema, torej tudi osnovnega zdravstva, nekako ne morejo priti do osnovnega zdravnika. Je v zdravstvenem domu Kranj in v vseh podružničnih enotah poskrbljeno za odpravo tovrstnih kratkih stikov? Ali ste imeli tudi sami probleme s tem? V začetku smo imeli probleme, ampak smo se aktivno lotili problema, tako da smo sedaj odprli telefonske tajnice cel čas delovanja, prej so bile samo določene ure odprte, sedaj lahko pokličejo celotni ordinacijski čas. Poleg tega jih pozivamo vse, da veliko opravljajo preko mailov, elektronske pošte, na katerega so zdravniki zelo odzivni. Je pa seveda v tem obdobju medicina popolnoma drugačna, bolj težka, bom temu rekla, in tudi nekako bolj odgovorna. Pa je recimo mogoče reči, da vsak bolnik, ki nujno potrebuje pregled pri zdravniku ali pa zaradi simptomov, ki jih je sam opazil pri sebi, ki nekako nakazujejo resno obolenje ali poslabšanje obolenja, ki ga že ima, ali vedno pride do napotnice, je to danes zagotovljeno? Jaz mislim, da vedno pride do napotnice, vedno pride do storitve. Če je nujna stvar, tako ali tako se obrne na dežurno ambulanto, če je pa stvar, ki naj bi jo opravil njegov zdravnik, pa na njegovega osebnega zdravnika. Problem imamo seveda tako kot prej zaradi pomanjkanja zdravnikov, še vedno nimamo nobene ambulante odprte oziroma smo odprli samo eno ambulanto za novo registracijo. Tako da mislim, da je že polna, ampak nisem čisto prepričana v to. V drugem valu je bila Gorenjska regija precej časa med najbolj obremenjenimi, najbolj izpostavljenimi. Kakšna je vaša napoved za prihajajoče obdobje, za december, za januar? Težko napovedujem, ker nisem strokovnjak s tega področja. Nekako imam občutek, da se umirja, ampak to je zgolj moj osebni občutek. Seveda pa december bo verjetno drugačen od ostalih decembrov do sedaj. Mogoče še to vprašanje. Kakšna je danes slika, ki jo ima pred očmi zdravnik ali patronažna služba, ko odide na obisk na domu? Se morda v posameznih primerih že izrazito odražajo stiske, v katere je posameznike pahnila bistveno spremenjena situacija v času epidemije? Mi opažamo, predvsem dežurni zdravniki, da so ljudje v stiskah, vsaj nekateri. Mogoče tudi spremenjen je način dela, spremenjen je način šolanja, ki se odraža v družinah in nekateri so v stiskah. Kakšna pa so denimo v zdravstvu ali pa v družbi nasploh odstopanja, ki se vam zdijo v tem trenutku najbolj moteča? Kaj bi, recimo, če bi bilo v vaši moči, najprej odpravili ali popravili?
Težko sodim, ker se pravim, nisem strokovnjak na tem področju, tako da mi se držimo vseh navodil, ki jih dajejo strokovnjaki z tega področja. Zdaj, kaj bi sproščali, je pa seveda čisto osebno, od posameznika do posameznika verjetno različno. Eni bi frizerje, eni bi kozmetike, eni bi fitnese. Jaz mislim, da so vsi ukrepi smiselni, vsi ukrepi so z razlogom in tudi podprti s strani strokovnosti. Morda še to vprašanje. Odvija se 25-letnica katedre za družinsko medicino. Na področju družinske medicine je bilo v tem času zabeleženih veliko dosežkov, veliko sprememb. Vemo, da je osnovno zdravstvo, ki ga imamo v Sloveniji, zgled tudi na mednarodni ravni. Pa bi vas vendarle vprašala, česa si želite? Ja, želimo si čim več mladih zdravnikov oziroma čim več zanimanja pri mladih zdravnikih za specializacijo družinske medicine.